Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Veste, da brez discipline in samoobvladovanja ne boste nikoli postali takšna osebnost, kot bi želeli postati. Naj vam dam en primer, ob katerem se lahko najdete. Mnogi izmed vas ste izrazili mnenje, da ste bili precej neuspešni, kar zadeva osebnega klica in za kar bi vas Bog rad uporabil. Ali pa je ta stvar lahko za vas vaša služba, ni nujno, da je nekaj duhovnega, kajti mi vsi imamo svoje sanje, vizijo, cilj, nekaj, kamor stremimo v svojem življenju. No, jaz sem čutila, da me Bog kliče v duhovno službo in me hoče uporabiti za poučevanje. Vse je bilo zelo majhno, skromno. In jaz se ne znajdem dobro v majhnih stvarih. Rada imam velike, ogromne stvari. Kot dinamit. Morala sem se naučiti, da sem bila srečna z majhnim. Vendar mi to v začetku ni bilo všeč. Vedno sem molila, da bi se moja duhovna služba povečala in večala. Tolkla sem po mizi in oštevala hudiča ter molila: o Bog, izženi hudiča. No, Bog je v mojem vsakdanjem življenju deloval na mnogo stvari. Eno izmed teh področij je bilo moje uporništvo in sarkazem do mojega moža Davida. Za nekatere moške pa bi lahko bil način, kako ravnate s svojimi ženami. Morda bi jih morali bolj poslušati. Mogoče. Nisem čisto prepričana. Mogoče. Adam je poslušal Evo in poglejte, kaj se je zgodilo. Abraham je poslušal Saro in prav tako je prišlo do velike zmešnjave. Vendar jaz vam hočem povedati svojo zgodbo. Imela sem sarkastično držo in nisem odnehala. Zame je bilo precej nemogoče, da bi storila karkoli, kar mi ni bilo všeč, ne da bi izrekla kakšno besedo. Tudi ko sem prišla do točke, ko sem že hlinila poslušnost, sem vedno rekla: da, dragi. Bog mi je moral pokazati, da pokorščina ni neka drža ali navada, ki se jo nadenemo, ampak je drža našega srca. Vi veste, da je David dober človek. Jaz pa sem hotela o vsem sama odločati. Ko sem bila v otroških letih, so me zlorabljali in sem si pridobila uporniško držo in sem napravila notranjo obljubo, da ko bom enkrat proč od svojega očeta, mi ne bo noben moški nikoli ukazoval, kaj naj počnem. Če ste vi sami naredili kakšno podobno zaobljubo, je bolje za vas, da jo kar takoj prelomite. Pa če vam bo to všeč ali ne. Sveto pismo pravi, da tisti, ki so pokorni Bogu, pokažejo to tudi tako, da so pokorni civilnim avtoritetam. Vi niste preveč navdušeni nad tem, a ne? Ne gre za to, da bi ena oseba bila bolj pametna od druge ali da bi ena oseba morala vsakemu povedati, kaj naj počne. Gre le za red. Da so stvari v redu opravljene in da je red. Vem, da imate nekateri izmed vas morda resnične težave v svojem zakonskem življenju. Ne bom obravnavala posameznih primerov, vendar zame ni bilo nobenega razloga za držo, ki sem jo imela do moža Davida. Neprestano sem se opravičevala, saj veste, da so me zlorabili. Mislim, kako dolgo bomo še uporabljali za izgovor stvari, ki so se zgodile, ko smo bili stari 3 leta.
Zdaj je čas, da prevzamemo odgovornost in rečemo, dobro, to se mi je zgodilo in me ranilo, želela bi, da se to ne bi zgodilo, vendar Bog me ozdravlja in jaz ne morem več tega uporabljati kot izgovor. Naj vas Bog ozdravi, ne ostanite na urgenci do konca svojega življenja, ter vsakega okrog vas krivite za stvari, ki so se zgodile pred 50 leti. Joj, tole je boljše, kot sem si mislila. Včasih predavam bolje, kot sem načrtovala. No, molila sem za svojo duhovno službo, da bi rasla. Izganjam te, Satan. Bog, vem, da me ti kličeš k višjim stvarem. Molila sem, da bi duhovna služba rasla. Jaz pa sem slišala Gospoda, da mi je prav tako tiho, sladko povedal, Joyce, jaz ne morem storiti nič drugega v tvoji duhovni službi, dokler ti ne storiš tega, kar sem ti povedal o tvojem možu. Gospod, ali lahko imam kaj več izbire? Rada bi preizkusila še kaj drugega. Vidite, naše meso bi naredilo karkoli, da bi se izmuznilo težkim stvarem. Veste, prevzeti odgovornost za določene stvari je včasih zelo težko. Da ne govorite neprestano, kako ste nesrečni zaradi drugih. Nesrečna sem, ker imam jaz slabe navade. O, rada bi vam čestitala, pridno požirate moje besede. Danes bomo imeli veliko zakuskov, kajti vi se mi prav nič ne upirate. Naj vam še enkrat povem, v tistem času sem bila nerodovitna v svoji duhovni službi. Mogoče, pravim mogoče, to ne velja za vse. Ampak mogoče ste zafrustrirani, ker se stvari v vašem življenju ne premikajo in ste morda nekje obtičali, ko vam je Bog naročil, da nekaj storite ali da nečesa ne storite. Veste, tudi če posedate naokrog in se smilite sami sebi, to ni po Božjem načrtu. A vam lahko nekaj povem? Mi vsi imamo nekaj, za kar se lahko smilimo sami sebi. Jaz lahko sedim tukaj in vam pravim nekatere stvari, ki so se mi dogajale in se boste čudili, kako sedaj sploh vse to zmorem. Pravim vam po resnici. Ni vedno tako, vendar nekatere zelo intenzivne stvari se dogajajo prav sedaj. Vendar nimam nobene pravice, da sedim in se smilim sama sebi. Vem, da je to skušnjava. Vendar moram ubogati Boga in se spomniti, kaj mi je povedal pred mnogimi leti. Lahko si slabotna ali pa si lahko močna, vendar ne moreš biti oboje. Tako ne morem sedeti doma ves popoldan. Ne morem iti le na jutranje predavanje, nato pa se vrniti v hotel in se smiliti sama sebi cel popoldan in se potem vrniti sem in pričakovati, da bom imela močne besede spodbude za vas. Bog ima veliko več pripravljenega za vas. Veliko več, toliko več na različnih področjih vašega življenja. Več miru, več veselja, več moči, več milosti, več blagoslova, boljše finance, več napredovanja, veliko več naklonjenosti. Vendar prav tako ima pripravljeno za vas več pokorščine. Dajte no, nikar ne ploskate od sedaj naprej, če niste zaploskali za tole. Mnogi so poklicani, vendar je le nekaj izbranih. Slišala sem nekoga pridigati na to temo in se je izrazil, da mnogi želijo biti poklicani, vendar jih je le nekaj, ki želijo prevzeti odgovornost za svoj poklic. Veste zakaj? Ker želimo nagrado brez opravljenega dela. Kot sem vam že zadnjič rekla. Povedala vam bom, kaj mi je rekel moj mož. David ima rad pregovore in sestavljanje raznih besed, tako da se rimajo. Sedela sva v avtomobilu in je rekel: brez muje se še čevelj ne obuje, kdor tega ne verjame, je osel. To je rekel David, jaz nisem tega rekla. Torej, če mu hočete napisati pismo, mu ga le napišite. Bog nas kliče, da delamo čudovite stvari.
On nam daje možnost, vendar mi moramo biti pripravljeni na njo. Mogoče je danes med nami ženska, ki je bila 2-krat poročena in ločena. Sedaj pričakuje, da ji Bog nakloni popolnega moža. No, mogoče vam ne bo všeč preostanek, kar vam bom povedala. Jaz se ne bi tako hitro veselila. Ali pa morda vi ne storite ničesar, da bi se pripravili. To je samo mogoče. Mogoče. Neka gospa je prišla k pastorju v St. Louisu, ZDA, in želela se je že 7. poročiti. Rekla mu je: želim, da molite za mojega bodočega moža, da bo z mano prav ravnal. Drzno je odgovoril: ali se vam je sploh posvetilo, da ste vi edini skupni imenovalec v vseh teh zakonskih zvezah? O ja, seveda sem tudi jaz molila nekoč za Davida, da bi se spremenil, dokler mi ni Bog povedal, da sem jaz problem. Teh stvari se ne izmišljujem. Vi se sprašujete, kako to, da imam toliko zapovedati? To sem doživela. Mnogi so poklicani, a le nekateri izbrani. Le nekaj je takšnih, ki hočejo biti odgovorni, ki želijo narediti delo, le nekateri se disciplinirajo in samo kontrolirajo, drugi hočejo le uspeh, brez dela. 5. Mojzesova knjiga 6:17. Vestno izpolnjujte. Koliko izmed vas se zaveda, da vestno pomeni, da vedno in povsod vztrajate in vztrajate? Mi smo že imeli pridigo vztrajnosti, če ste jo morda zamudili. Vestno izpolnjuj zapovedi Gospoda svojega Boga in njegove predpise in zakone, ki ti jih je zapovedal. Delaj, kar je prav in dobro v Gospodovih očeh, da ti bo dobro in da prideš in vzameš v last lepo deželo, ki jo je Gospod s prisego obljubil tvojim očetom. Torej, kaj pravi Bog? Delaj to, kar ti naročam. Da lahko preizkusiš dober načrt, ki ga imam za tvoje življenje. Če kdo tukaj, ki je utrujen od bednega življenja, potem vas sedaj povabim, da napravite zavezo z Bogom. Če mi boš pomagal, moj Bog. Če boš deloval po meni, se bom jaz trudil, da bom vedno pripravljen in ti bom vedno pokoren. To pomeni, da morate biti ubogljivi po svoji notranji drži. Vidite, to so stvari, ki jih mi ne želimo upoštevati. Vidite, odšla sem v cerkev, vendar sem se ves teden doma smilila sama sebi in posedala okrog. Halo? Seveda, še vedno nisem bila zares pokorna. Samo zato, ker hodite v cerkev vsako nedeljo in morda dajete drobiž puščico in pozdravljate ljudi? Govorim vam o tem, kaj se dogaja pri vas doma za zaprtimi vrati. To je tisto, kar želim vedeti. V cerkvi ne iščite duhovne osebnosti. Mi vsi si v cerkvi nadenemo duhovni obraz. Hvaljen bodi Gospod, slava ti Bog, aleluja, hvala Jezus. Malo tudi slavimo Svetega Duha. Joj, dajte no. Bila sem včasih tako naivna, da sem mislila, da tisti, ki izgovarjajo, o, Sveti Duh. Bolje za vas, da ste previdni, če želite ohraniti svoj položaj. Pismo Rimljanom, 7. poglavje, 6. vrstica. Tukaj so ljudje, ki kričijo k Jezusu. Kličejo Jezusa. O, Jezus. Veste, da disciplina ni cel seznam pravil in predpisov, po katerih morate živeti.
To ne pomeni, da bi vsak trenutek vašega življenja moral biti tako določen, da se ne bi nikoli mogli umakniti od načrta, da bi na primer morali nekaj narediti točno ob 6. zjutraj, potem nekaj drugega zopet ob 7. in tako vsak dan. Nekoč sem se zelo oklepala pravil. Za vsako stvar sem imela pravilo. Vsak dan sem očistila tla, vsak dan sem spolirala pohištvo in vsa ogledala, vsak dan. Vse se je bleščalo, jaz pa sem bila nesrečna in sitna. Rekla sem otrokom, pojdite se igrat. Oni so vzeli igračke in se začeli igrati in sem že prišla in rekla, pospravite ta nered. Kakorkoli. Želim vam predstaviti, da sta disciplina in samokontrola vaša prijatelja. To sta pripomočka, ki jo lahko uporabljate, in ne trda, stroga pravila, po katerih bi morali živeti. Da se vadite v disciplini ne pomeni, da bi moralo to postati za vas zakon in ne bi nikoli smeli narediti nič drugega. Kaj se zgodi, ko opravila postanejo kot zakon in se jih trdno držite? Prva stvar, ki se bo zgodila, je, da boste postali zelo kritični do drugih ljudi, ki se ne držijo pravil, ki ste jih vi predpisali. Dajte no. Kot sem že rekla, mi potrebujemo ravnovesje v življenju in to pomeni, da moramo imeti dovolj vsake stvari, vendar pa ne preveč vsega. In pri tem nas mora voditi Sveti Duh. Ni nam treba slediti celemu kupu zakonov in predpisov, kajti Jezus je vzel postavo na križ in jo je dopolnil. Mi pa imamo sedaj nov zakon, po katerem živimo. Če ne razumete, da disciplina in samoobvladovanje ni le sveženj pravil in predpisov, potem vas bo to pustilo v zelo ozkem, majhnem, bednem življenjskem stilu in se nikoli ne boste spoprijateljili z njima. Disciplina je zmožnost, da sami sebe rečete ne in da Bogu. Mi govorimo o disciplini, da smo pod vodstvom Svetega Duha. Mi govorimo o dejstvu, Jezus, ti si temeljni kamen in ni pomembno, kako se jaz počutim ali kaj jaz mislim ali si želim, kajti če mi ti pomagaš, bom lahko rekel ne samemu sebi in pritrdil tebi, pa ni več pomembno, kako se bom pri tem počutil, ker se zavedam, da mi za sedaj prinaša veselje, pozneje pa, ko ti sledim, sadove miru in pravičnosti. Modri ljudje skrbijo za to, kar se bo zgodilo pozneje. Neumni ljudje skrbijo le za to, kako se počutijo v tem trenutku in kaj lahko takoj pridobijo. Morali bi skrbeti za svojo prihodnost. Če prihranite nekaj svojega denarja pri 16, 17, 18 letih in vedno, ko dobite kakšno nagrado, prihranite nekoliko denarja in ga ne uporabite, potem, ko boste pri mojih letih, ne boste imeli več nobenih skrbi. Vendar ljudje, ki vse sproti zapravijo in potem morajo vračati naslednjih 6 mesecev. Vi ste že razumeli to. Vi veste, da živimo v družbi, kjer je to normalno. In je veliko takšnih in da smo celo takšno življenje sprejeli kot način bivanja. Vendar pa smo lahko disciplinirani, se kontroliramo in se veselimo. Tako da se bomo počutili dobro v svoji koži. To jutro sem brala neko knjigo, ki pravi, da so nedisciplinirani ljudje pogosto polni sovraštva do samih sebe. Oni se ne počutijo dobro o sebi. Kajti kamorkoli pogledajo, so nedokončani načrti, ki so jih napravili ali neizpolnjene obljube. Poglejmo v pismo Rimljanom 7:6. Zdaj pa smo bili oproščeni postave in smo odmrli temu, kar nas je oklepalo, tako da služimo v novosti duha in ne po staranosti črke. To pomeni, da nimamo nič opraviti s postavo, ki je bila napisana z zakoni in pravili, ampak s pokorščino Svetemu Duhu. Torej, ne izpolnjujemo več postave, ampak izpolnjujemo zakone, ki nam jih narekuje Sveti Duh. Ali ste to razumeli? Zakoni so prinesli smrt.
Če greste domov in napravite 25 novih pravil zase in za svojo družino, te rečete, sedaj bomo vsi disciplinirani in se bomo kontrolirali. Potem bo to pomenilo za vas smrt. Če pa boste od tukaj odšli z naslednjo držo, Bog, če mi boš ti pomagal, se želim naučiti, kako slediti vodstvu Svetega Duha. Hočem se naučiti, kako se odzivati na majhne namige in na slabotne glasove. Nikjer v Svetem pismu nisem našla stavka, kjer piše, da bi morala v nakupovalnem centru postaviti nazaj na svoje mesto nakupovalni voziček. To se mi je dogajalo pred 25 leti. Vendar je bil to ključni trenutek v mojem življenju. Ni bilo toliko pomembno, da je to nakupovalni voziček, ampak princip. Nisem se obnašala kot odlična osebnost, ko sem pustila delo drugim, da so pospravljali za mano. Imela sem samo določeno vsoto denarja za nakup in tega nisem smela prekoračiti, ker smo bili zelo na tesnem z denarjem. Hodila sem v veletrgovino in včasih se je zgodilo, da ko sem prišla tik pred blagajno, sem ugotovila, da imam preveč stvari v vozičku, kot pa imam denarja. Nekatere stvari sem morala postaviti nazaj, vendar jih nisem želela postaviti na mesto, kjer sem jih vzela. Nobenega napisa ni, ki bi se glasil takole za vse tiste, ki nakupujete v veletrgovinah, ne puščate solate na polici za čistila. Takšen tekst ne obstaja, vendar ko sem vzela tisto glavo solate iz vozička, sem si mislila, to je čisto tam zadaj, na začetku trgovine in jaz sem tako daleč stran, pustila bom kar tukaj. Zato nisem potrebovala besedila, v mojem srcu je bil nov zakon. Dajte no, v mojem srcu je bil nov zakon o delovanju Svetega Duha, ki mi je prišepetaval, naj se obnašam izvrstno. Ker le v takšnem stanju se lahko veselite izvrstnosti Boga v svojem življenju. Dajte no. Tisti čas sem zbirala vse vrste kuponov in popustov. Jedli smo večinoma piščančje meso, ker je bila govedina predraga. In sem tako vedno čakala, kdaj bodo imeli piščance v akciji. Poleg kupona so pripisali: prosimo, dovoljeni so 3 piščanci na družino. Jaz pa nisem hotela samo 3 piščancev, hotela sem ves zaboj. 3 na eno družino. Vendar sem dobila še druge kupone in sem vsakemu otroku dala nakupovalni voziček in seveda kupone. Naj vam nekaj povem. Takrat sem poučevala Sveto pismo na domu, vendar če ne bi prešla teh stvari, bi še vedno počela isto. Dvigovala bi roke in jamrala. V svojem poučevanju sem tako neuspešna, ker moja duhovna služba ne gre sploh nikamor. O ne. Joj, Joyce, če bi mi Bog rekel, da bi kar vse pustila in bi šla v Afriko. Ampak ali bi nesla solato nazaj, ne da jo pustiš med čistili? Mislim, da hoče Bog danes vedeti prav to. Ali ne boste parkirali na parkirišču označenem za invalide, ker vi sploh niste invalid, ampak ste preveč leni, da bi hodili. Sedaj vam hočem povedati resnico. V duhu jasno čutim, da bo to nekaterim popolnoma spremenilo življenje. Koliko izmed vas si želi tesnejšega odnosa z Bogom? Dobro, naj vam nekaj povem. Ko se odločite, da boste začeli tako živeti, to pomeni tesen in domač odnos z Bogom, intimnost, kajti to ni več stvar nedelje zjutraj. Ampak vi sedaj povabite Boga v vsa področja svojega življenja. Če se zjutraj oblačite in vam Sveti Duh prišepetava, da je prevelik izrez, sedaj postajam že preveč drzna.
Ni vam treba iti v službo in pri tem razkriti ves dekolte. S tako kratkim krilcem, da ko se prepognete, vsakdo vidi še drugi del. Oblačiti in obnašati se morate kot Božja žena. Če pa nismo niti toliko modri, spodbude Svetega Duha niso zakon. To vam ne bo preprečilo poti v nebesa, vendar pa bo delovalo na vaše veselje. Zmotilo bo vaš mir in preprečilo bo vaše napredovanje. Živeli boste z malo do konca svojega življenja. Vendar Bog govori, zmožen se napraviti veliko več nad in onstran, kot bi si ti sploh lahko predstavljal, prosil, mislil ali upal. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.